Pozdravljeni. Za nami je sezona Formule 1 2020 in prav je, da si pogledamo skupaj, kdo je presenetil in kdo je razočaral v tem zadnjem delu sezone. Na začetku vam moram priznati, da sem imel kar nekaj pomislekov, ko sem se loteval tega prispevka. Namreč, kot vam je dobro znano, nerad ponavljam že izrečenih zadev. In tisto, kar sem povedal naprimer v analizi prvega dela sezone in analizi drugega dela sezone, ni dobilo diametralno nasprotnih odgovorov v tretjem delu sezone. Če vam dam samo nek enostaven primer. Esteban Ocon je res dosegel drugo mesto na veliki nagradi Šakerja, a to ne pomeni, da je bil boljši od Daniela Ricciarda v celotnem zadnjem delu sezone. Govorimo o približno zadnji tretjini sezone. Zato moja kritičnost do njega ostaja. Od njega sem pričakoval v drugem delu sezone več in tudi v tretjem. To samo kot primer, kajti naprimer o Aleksandru Albonu sem govoril morda celo preveč. Zato ga bom tu izpustil. In posvetil bom boju in upam, da tudi vašo pozornost, samo dvem velikim temam. Velikemu presenečenju in velikemu razočaranju, katero se je pokazalo v zadnjem delu sezone. Začnimo s tistim presenečenjem, imenuje se Racing Point. Govorimo o celotni strukturi, govorimo o obeh voznikih, govorimo o tehničnem kadru, govorimo o lastništvu, govorimo o projektu, govorimo o vsem. Namreč v zadnji tretjini sezone se je zgodilo pri njih nekaj zanimivega. Sam menim, da je ekipa Racing Pointa nekako prerasla tisto fazo presenečenja in je postala ena izmed ekip, katera se lahko na vsaki dirki bori za zmago. Seveda treba je poudariti, da vsaka ekipa, katera začne dirko za veliko nagrado Formule 1, si želi zmagati, tudi če ima oba bolida v zadnji vrsti. A pristop, strategija dirke je lahko bistveno drugačna. In tu lahko vzpostavimo, kakšna je razlika med pristopom naprimer Racing Pointa in na drugi strani Alfa Taurija. Tudi pri Alfa Tauriju se lahko hvalijo spletu okoliščin, da so dosegli na veliki nagradi Italije zmago. A od tiste dirke naprej smo videli, da pravzaprav kaj dosti se ni spremenilo, razen pri Pierru Gaslyju. A vrnimo se k ekipi Racing Point. Ni tu samo zmaga v Šakirju, je tudi naprimer vse tisto, kar so pokazali na veliki nagradi Turčije in tudi na veliki nagradi Bahreina. Namreč pole position je velik pokazatelj, koliko truda vloži ekipa v določen del dirke in koliko tudi tvega. Namreč opazili smo, predvsem pri Sergio Perezu, da so pri Racing Pointu začeli imeti težave s pogonskimi sklopi. In to ne gre na račun nekih slabih komponent, slabega projekta, ampak po mojem mnenju gre na račun tega, da gredo do konca, da gredo na polno. In to je treba pohvaliti. Sicer dobil se bo kritik, ki bo povedal, da McLaren je dosegel med konstruktorji več točk kot Racing Point in da mu prav. A treba je pripomniti, da Racing Pointu so odšteli 15 točk in treba se zamisliti, kaj je bolje, biti tretji brez zmage oziroma biti četrti z zmago in z več mesti na zmagovalnem odru kot pri McLarenu. Vsak se lahko odloči po svoje, a mislim, da Racing Point je naredil še velik korak naprej v svojem razvoju in naslednjo sezono kot Aston Martin obeta
izjemno veliko. Po mojem osebnem mnenju, po mojem videnju, so na pravi poti, da bodo postali eni izmed glavnih akterjev, ne samo oni, ki se borijo za naslov najboljšega med preostalimi. Tisti, ki so mene osebno najbolj razočarali, so bili pri skuderiji Ferrari. In ne govorim o tehničnem projektu, sploh ne govorim o kakih odnosih, o katerih smo razpravljali že preveč minut tudi na mojem kanalu. Govorim zopet o pristopu, ki smo ga videli pri dirkah. V mnogih virih boste lahko brali, da je bila slabša sezona od te, ki smo jo videli, naprimer tista iz leta 1980. V sezoni 1980 se je zgodila bistvena razlika, na katero mnogi pozabijo. Namreč že sredi sezone so pri Ferrariju imeli pripravljen bolid za naslednje leto, tisti znani 126 CK, kateri pa še ni bil zrel za nastopati na dirke. Zato so počakali nekaj mesecev in začeli novo ero v sezoni 81. Tisto, kar smo videli pri skuderiji Ferrari v sezoni 2020, je bilo pa nazadovanje. Sam nisem pričakoval nekih čudežev, kateri so napovedovali razni avtorji, čeprav niso imeli nekih trdnih osnov. Če se spomnite, v raznih virih smo lahko brali, kako bodo pri Ferrariju sredi sezone pokazali koncept bolida, naprimer z ozkim nosnim konusom, pravo verzijo SF 1000B in tako naprej. Videli smo določene izboljšave minimalne, katere so lahko delovale ali pa tudi ne, a videli smo nekaj hujšega. To, da je 6. mesto med konstruktorji popolnoma zasluženo. Namreč, ukolikor ni bilo nekega spleta okoliščin, oba voznika skuderije Ferrari sta se morala prekleto boriti, da je eden izmed njiju sploh prišel med dobitnike točk. In to je zaskrbljujoče, predvsem iz tega zornega kota, ker nismo videli nobenega tehničnega napredka. Nismo videli niti nobenega poizkusa tehničnega napredka, to se pravi revolucionarnih sprememb, revolucionarnih paketov, kateri bi lahko delovali ali pa ne. Videli smo približno tisti bolid, kateri je začel sezono in v zadnjem delu, ko bi pričakovali delo na projektu naslednjega leta, se ni zgodilo nič. In marsikdo izmed vas bo sedaj poskočil in rekel, vsaj v naslednji sezoni bomo videli premike. A rad bi vas spomnil, da bolidi naslednje sezone bodo temeljili na bolidih sedanje, te pravkar zaključene sezone 2020. In če zadeve sedaj ne delujejo tako, kot si želimo, kako si lahko predstavljamo, da bodo delovale v naslednji sezoni? Zato sem sam pričakoval vsaj to, da bodo skušali SF 1000 spraviti v tisto fazo, da bo deloval. Nobenih čudežev, nobenih revolucij, samo da bodo zadeve bile take, kot so si zamislili, kar pa mislim, da je daleč od realnega stanja, ki smo ga videli predvsem na zadnji dirki. Mislim, da če vidimo oba bolida izven točk z krogom zaostanka, nam pove dovolj. In seveda, tu ne gre kazati s prstom na pogonski sklop, na aerodinamiko, na voznike, na strategije, na vodstvo, temveč je treba pokazati na vse. Videli smo že na prej omenjenem primeru ekipe Racing Point, da je treba spraviti na določen nivo pravzaprav vse faze tega projekta imenovanega Formula 1, da se lahko ponudi priložnost, katero se lahko izkoristi in na koncu tudi zmaga. A pri Ferrariju mislim, da so v tem zadnjem delu sezone šli korak nazaj, namesto da bi stali na mestu, oziroma, kot si želimo mnogi navdušenci Formule 1, šli korak naprej.
Seveda, treba je jemati to moje razmišljanje samo kot neke vrste izhodišče, kaj moramo pričakovati v naslednji sezoni, da bomo zopet govorili o presenečenjih in razočaranjih, ampak z nekega objektivnega zornega kota, tako da bomo vedeli, kaj se je zgodilo v prejšnji sezoni. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.